bom danes namenila nekaj besed v zadevi naroka obravnave Ranka Pilića dne 29.9. ob 9. uri na okrožnem sodišču v Ljubljani na Tavčarjevi 10. To je v bistvu na tistem kraju in v tistem prostoru, kjer Ranko vsak dan ima protest. Zdaj bom razložila, zakaj je do te situacije sploh prišlo. In sicer, Ranko je podal preko 130 v bistvu sodnih zadev, ko so njemu bile kršene različne pravice. No in v vseh zadevah je gospod Ranko zadeve izgubil, zato ker so odvetniki, sodniki, tožilci in nasplošno vsi sodelovali pri hudih zlorabah in goljufijah, ter v bistvu vedno povzročili, da njegovi dokazi se iz sodnih spisov izgubijo, se jih odstranijo, ponarejajo dokaze, dokumente in dejansko ga vedno znova oškodujejo in vedno znova izgubi. No, ta zadeva, ki je povezana z 29.9. je pa sledeča. Gospod Ranko je podal tožbo zoper Marka Pečarja, pri katerem je bil najemnik, ker so se dogajale hude kršitve in zlorabe iz strani tega najemodajalca, ga je Ranko vložil proti njemu tožbo. In potem je dejansko sodišče in sodnica iz Rankovega spisa ven pobrala čisto vse dokaze, argumente, ki v bistvu dokazujejo, da govori resnico. In potem so v sodni spis vlagali popolnoma napačne informacije, celo slike hiše, ki sploh ne obstaja, da so prikrivali dejansko stanje. In v tem postopku so sodelovali odvetniška družba Mramor, Sorta in Holec, odvetnik Gregor Mramor, v tem postopku so sodelovali predsednik okrožnega sodišča v Ljubljani Marjan Pogačnik, o katerem govori Ranko, več sodnikov, tožilcev, potem pa Anton Panjan, ki je predsednik višjega sodišča v Ljubljani. In dejansko gre za eno organizirano kriminalno združbo, ki popolnoma nezakonito, protiustavno goljufa in z prevarami v bistvu izdaja sklepe in sodbe. No in kaj se je zgodilo? Ko bi moral ta odvetnik podati odgovor na tožbo, si je ta odvetnik dovolil, da je namesto, da se opredeli glede predmeta, je on podal v ta njegov odgovor sledečo zadevo, da je gospod Ranko Pilić vojni zločinec, to je poštempljal z žigom in se podpisal, da je pobijal ljudi, da je nevaren, napadalen in psihični bolnik. In ko je dejansko Ranko Pilić videl, kaj so oni proti njemu, namesto bi se odzvali izključno na temo tožbe in odgovorili, tako kot se dela, je on dejansko njega oklical in obtožil, da je dejansko hudi kriminalec in zločinec. In to je ena najhujših zlorab, kar jih lahko si sploh dovoli katerikoli odvetnik, odvetniška pisarna, da brez dokazov človeka obtoži vojnih zločinov, da je pobijal ljudi, da je morilec, da je nevaren, da je napadalen in da je psihični bolnik. In seveda je potem Ranko nemudoma dal tožbo zoper tega odvetnika in odvetniško družbo, katere lastnik tudi ta Gregor Mramor je. In še enkrat bi rada poudarila, da je ta isti odvetnik Gregor Mramor uradni svetovalec predsednika okrožnega sodišča Marjana Pogačnika, da on upravlja z višjim sodiščem, svetuje in odloča. In to človek, ki je nekoga nedolžnega oklical oziroma ga kar obsodil, da gre za vojnega zločinca. In takrat se je gospod Ranko odločil, da bo podal tožbo. No in potem se je začela njegova pot, da se je postavil pred to vrhovno sodišče v Ljubljani in začel protestirati. In kaj se je zgodilo sledeče? Potem je Ranko zadnjo leto in pol se pa predstavil tudi pred RTV Slovenija, ker je želel, da se o tem javno spregovori, da se človeku dejansko kršijo temeljne človekove pravice in svoboščine, da se mu konstantno krši ta evropske, samo malo, za človekove pravice, da se spomnim.
Evropska konvencija človekovih pravic in da v bistvu do danes nikjer ni mogel nič uspeti, ker vse povsod vse zavračajo. Gospod Ranko je bil tudi v Strasbourgu in kaj se je zgodilo? Od tam je dobil od naših uradnikov fotokopirano sodbo, pod katero ni bilo podpisa sodnika. In vi vsi veste, da če vi greste na Strasbourg na to sodišče za človekove pravice, mora biti sodba izdana v originalu, vsaka stran mora imeti original žig, potem mora biti podpisana z imenom in priimkom sodnika, ki je o tej zadevi razsojal, in dejansko je na njegovih sodbah, ki jih je on prejel od naših uradnikov, ki so zaposleni na Evropskem sodišču za človekove pravice, in ta sodnik sploh v resnici ne obstaja. Razumete vi, o čem govori gospod Ranko? No in on je prišel v Sloveniji do ustavnega sodišča, do višjega sodišča, do vrhovnega sodišča in vse povsod so mu zadeve zavrnili. Obrnil se je na varuha človekovih pravic, ki mu je rekel, da varuh človekovih pravic nima nič z človekovimi pravicami. Obrnil se je na sodni svet Republike Slovenije, da se prenehajo zlorabe zoper njega in vse krivice, ki mu jih odvetniki, tožilci, sodniki in seveda celotna organizirana kriminalna združba dela, zato ker si je dovolil kot državljan oziroma kot Srb, njegova nacionalnost je pač srbska in si je pač dovolil vložiti v Republiki Sloveniji, v kateri živi od svojega 15. leta naprej, pravna sredstva. In jaz bom sedaj se seveda uprla na 14. člen Ustave Republike Slovenije, da boste razumeli in ga nehali nekam pošiljati, ker gospod Ranko Pilić živi že 50 let v Republiki Sloveniji, je delal pošteno v Republiki Sloveniji, plačeval davke v Republiki Sloveniji, se pravi, je živel pošteno in pravično, dokler na vsakem koraku se mu niso začele dogajati krivice. In to hude krivice, ki jih ne privoščim nikomur, da bi jih moral dati skozi. Pa poglejmo, enakost pred zakonom, 14. člen Ustave Republike Slovenije. V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine. Ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerikoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki. Se pravi, zato ima Ranko na svojih plakatih napisano, da mu sodijo na podlagi nacionalnosti, narodnosti, zato ker je pač gospod Ranko po narodnosti Srb. In dejansko se nekaj takšnega v demokratični republiki nikoli ne bi smelo nikomur zgoditi. In glede na to, da so ga obtožili, vsaj ta odvetnik Gregor Mramor in njegova odvetniška pisarna, ki sem že prej povedala, da gre za uradne svetovalce predsednika okrožnega sodišča Marjana Pogačnika, da on upravlja praktično z višjim sodiščem, svetuje in odloča, in to človek, ki si je drznil brez enega samega trdnega dokaza človeka obtožiti, da gre za vojnega zločinca. Si vi to predstavljate? Si vi predstavljate, da vas nešče obtoži, da ste vi vojni zločinec, da ste vi nevaren, da ste vi psihopat in da ste vi dejansko duševno moteni. No in ko se je Ranko odločil, da bo podal tožbo zoper tega dotičnega odvetnika Gregorja Mramorja in njegovo odvetniško družbo Mramor, Sorta and Holec in dejansko zgolj zaradi te njegove obsodbe njega, da je vojni zločinec, se pa je začela gonja zoper njega in so začeli uporabljati praktično vse državne organe, ki so dolžni zaščititi človekove pravice, temeljne svoboščine, ki so dolžni preprečevati kazniva dejanja, ne jih povzročati, in zato so začeli dnevno po 5-krat, 6-krat na dan hoditi pred RTV Slovenija, gospoda Ranka provocirati, ker so želeli, da bi izgubil živce, da bi dejansko nekomu nekaj storil, da bi oni imeli razlog, da mu odvzamejo opravilno sposobnost. In glede na to, da so se večkrat trudili, pošiljali neke sodne izvedence psihiatrije, da naj o gospodu Ranku Piliću podajo mnenje o njegovem zdravstvenem stanju, ker so mu hoteli odvzeti opravilno sposobnost, da zaščitijo tega odvetnika Gregorja Mramorja. Ker so se zavedali, da proti Ranku absolutno nimajo nobenih dokazov, da pa on ima ožigosano, podpisano listino, ta spis, ki ga je, oziroma to vlogo, ki jo je ta odvetnik Gregor Mramor dal v sodni spis za eno čisto drugo zadevo, in da ga je obtožil, da je vojni zločinec, da ga je obtožil, da je pobijal ljudi. Veste, pobijati ljudi, to niso tako nedolžne stvari. In tisti, ki si upa nekoga kar tako obsoditi,
brez da bi ga kadarkoli obsodilo katerokoli sodišče, je ena huda zloraba in takšen odvetnik bi moral nemudoma izgubiti licenco, povrniti vso škodo, ki jo dela. Vprašanje, koliko ljudi je ta Gregor Mramor že uničil v sodelovanju z to organizirano kriminalno združbo. No in zanimivo, da je gospod Ranko prejel te lažne sodbe iz Evropskega sodišča za človekove pravice iz Štrasbura in glede na to, da so vsi akterji, ki so kadarkoli pristopili do gospoda Ranka Pilića, to zadevo vedeli in poznali in nihče ni ukrepal, da mu pomaga, da bi javnost bila seznanjena, zakaj dejansko Ranko Pilić sploh protestira, je meni nedopustno ravnanje slehernika, ki je se postavil in šel do njega izključno zaradi nekih svojih osebnih interesov, da se na račun gospoda Ranka promovira. Zato ga jaz absolutno razumem in tudi razumem njegov včerajšnji videoposnetek, da nehajte hoditi ljudje, ki ga tam provocirate, ki hodite po slami, da bi seveda ga oblatili, da ga ljudje, ki znajo razmišljati, ne bi slišali. Razumete, ne bi slišali, zato oni hodijo in provocirajo. In policisti so dolgo leto in pol konstantno vsak dan ga hodili provocirati, da naj da osebni dokument. Si vi predstavljate, da vam pride v enem dnevu zjutraj policist iz policijske postaje Ljubljana center, da hoče vas popisati, kdo vi ste, kaj vi tukaj delate, in potem v roku enega tistega istega dne pridejo dejansko skoraj vsi policisti tiste policijske postaje in vas ves čas nadlegujejo in hočejo imeti vaš osebni dokument, ko pa vi vprašate te iste policiste, da se naj identificirajo z svojimi uradnimi službenimi identifikacijami, pa vam oni kažejo na uniformi številko, vam oni govorijo, da so oni policist uniforma. Mislim, si vi predstavljate, kakšne hude zločine se gre ta organizirana kriminalna združba. In tukaj vsi policisti, ki pri tem sodelujete, se morate vprašati, ste kdaj v življenju sploh prebrali Ustavo Republike Slovenije? Ali ste si vi kdaj sploh prebrali Zakon o nalogah in pooblastilih policije? Meni je izredno zanimivo dejstvo to, da je ogromno bivših policistov danes odvetnikov in imajo odvetniške pisarne. To smo lahko videli pri primeru, na katerem smo bili v torek na sodišču, ker je šlo za zaposleno na policijski upravi, ki so jo odpustili iz krivdnega razloga, in smo videli, da so zanimivo vsi odvetniki bili nekoč policisti. In zdaj si vi predstavljajte, če ti policisti niso niti vedeli Ustave Republike Slovenije, niti zakonodaje, za katero so dolžni upoštevati, ko so bili še policisti, kakšni še bodo le to odvetniki, kakšne kazniva dejanja se še bodo le šli. No in sedaj vas jaz resnično pozivam vse, da pridete 29.9. ob 9. uri kot javnost na javno obravnavo v zadevi, kjer je Ranko Pilić tožeča stranka, tožena stranka pa je odvetnik Gregor Mramor in njegova odvetniška družba Mramor, Sorta in Holec. Jaz vas res prosim, da pridite, da boste imeli možnost videti, kakšne spletke se ti ljudje grejo, kakšne goljufije, kako pristransko sodijo te sodnice in dejansko kako oni hočejo konstantno stranko, ki je v določenih postopkih absolutna zmagovalka, ki ima trdne, neizpodbitne, argumentirane dokaze, zlorabiti proti seveda toženim strankam, ki so ponavadi njihovi prijatelji, s katerimi imajo oni veze, zvezdice, poznanstva. Moram povedati, da je tukaj bil odvetnik Gregor Mramor v prejšnji zadevi zastopnik Marka Pečarja, katerega je Ranko prav tako tožil, ker ga je ta oškodoval za ogromne zneske denarja in goljufal konstantno, komu je najemal en del hiše. Potem lahko povem, da je ta Marko Pečar, danes je že pokojni, v sorodu z ženo tega famoznega bivšega predsednika vlade in predsednika države Boruta Pahorja, in upam, da vam je končno jasno, zakaj so se dejansko ti ljudje v preko 130 primerih, katere je imel Ranko Pilić na sodiščih, združili proti njemu, da ga uničijo, poteptajo, prikažejo v javnosti kot nekoga napadalca, ki napada policijo, ki napada sodišče. Dejansko pa Ranko Pilić nikoli v Republiki Sloveniji ni doživel resničnega, pravičnega sojenja, se pravi, so mu bile absolutno povožene temeljne človekove pravice iz konvencije
človekovih pravic, Evropske konvencije človekovih pravic. Vi veste, da imamo vsi pravico do poštenega sojenja. Sodniki nikoli in nikdar ne smejo iz sodnih spisov jemati ali uničevati dokazov. Oni so dolžni najprej pridobiti vso dokumentacijo tožeče stranke. Potem so tisti, ki od tožene stranke zahtevajo, da se na tožbo odzovejo, ker tudi tožena stranka absolutno dobi vso dokumentacijo v svoje roke, točno ve, zakaj je tožena in se mora odzvati na tožbo. Zanimivo, da se ta odvetnik Gregor Mramor v tožbi zoper Marka Pečarja ni odzval na Rankovo tožbo, ampak je v ta spis oziroma vlogo, katero mora dati sodišču, v ta odgovor navedel, da je Ranko Pilić vojni zločinec, da je napadalen, da je duševno moten in da je izredno nevaren. Si vi to predstavljate? Si vi to predstavljate, da sodnik nekaj takšnega ne zavrže, glede na to, da to sploh nima nobene povezave z predhodno tožbo, ki jo je vložil Ranko Pilić. In potem so se, glejte, dolgih 7 let je trajalo, preden so sedaj razpisali prvi narok, ker so se sedaj zadnja 3 leta ekstremno trudili, da bi Ranku Piliću odvzeli opravilno sposobnost, da se ta ne bi mogel sam braniti. In si vi predstavljate, da so oni že določili enega odvetnika, ki so ga oni izbrali, da bi potem postal skrbnik za Ranka Pilića in dejansko bi oni ta sodni postopek izvedli brez prisotnosti Ranka Pilića, da bi ga lahko uničili. In če ste v tej državi resnično pravični, pošteni, resnicoljubni državljani in državljanke, ki krivic ne podpirate, ki ste za to, da se na sodiščih začne delovati tako, kot je v skladu z Ustavo Republike Slovenije, v skladu z zakonodajo v Republiki Sloveniji in dejansko tako, kot je zapisano v konvencijah, Evropskih konvencij človekovih pravic. Se prosim, te obravnave 29.9.2023 ob 9. uri na Tavčarjevi ulici 9 udeležite. Jaz vam priporočam, da se tam zberete vsaj kakšno uro, preden se bo dogodek začel, da vas lahko ta varnostna služba popiše in vas spusti kot javnost. Vi boste izvedeli številko, v bistvu zadeve in pa v kateri dvorani oziroma tako je dvorani se bo ta obravnava odvijala, da boste dejansko prišli zgolj do tega varnostnika in boste povedali, jaz sem prišel kot javnost v javni zadevi, številka ta pa ta v sobi tej in tej ali dvorani tej in tej. In oni vas morajo spustiti noter, ker bom še enkrat prebrala. 24. člen Ustave Republike Slovenije, ki pravi javnost sojenja. Sodne obravnave so javne, sodbe se izrekajo javno, izjeme določa zakon. Torej si ne dovolite več, da vam neka sodnica ali neki ti vratarji ali varnostne službe tam brez zakonske podlage govorijo, da 5 ljudi lahko gre kot javnost. Oni nimajo teh pristojnosti. Še enkrat bom prebrala, da boste ljudje razumeli. Sodne obravnave so javne, sodbe se izrekajo javno, izjeme določa zakon. Vidite, kaj pravim? Izjeme določa zakon, izjem ne določa noben hišni red, izjem ne določajo nobena interna pravila, ampak jih določa izključno zakon. In tega se bodo morali začeti držati vsi, ki se imajo za sodnike. In še nekaj, ko je gospod Ranko Pilić na eni teh obravnav vprašal tega odvetnika, zakaj je, namesto da odgovori na tožbo, odgovoril z zadevo, ki ni predmet obravnave in vnesel noter, da je gospod Ranko Pilić vojni zločinec, da je on nevaren, da je napadalen in da ima hude duševne težave. No, veste, kaj je odgovoril pred sodnico ta odvetnik Gregor Mramor? On je odgovoril, da je to naredil izključno zato, da preusmeri celoten postopek drugam v drugo smer in da s tem njegova stranka na sodišču zmaga. In gospod Ranko Pilić je nemudoma zahteval, da mora sodnica njegove izjave, ki jih je ravno kar govoril ta odvetnik Gregor Mramor, zapisati v zapisnik. Tega sodnica seveda ni naredila, no mi vsi, ki imamo z sodišči že izkušnje, vemo, da v zapisnik nikoli nočejo vnesti tistega, kar lahko gre in dokazuje, kako oni delujejo protizakonito, protiustavno
in dejansko sodelujejo in so organizirana kriminalna združba. Zato nam ne dovolijo, da se sodne obravnave snemajo. Zato nam konstantno pobirajo naše telefone, da ja slučajno mi ne bi mogli snemati, medtem pa čisto vsi ostali, od odvetnikov do sodnikov in vsi tisti tam njihovi sodelavci, pa imajo konstantno telefone pri sebi. In zdaj bom še enkrat prebrala 14. člen Ustave Republike Slovenije, ki pravi: enakost pred zakonom. V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki. Upam, da ste razumeli, kaj to pomeni. Da oni ne morejo hoditi v sodne dvorane z telefoni, nam pa jih kot drugo, tretje, petero razrednim državljanom in državljankam jemljajo. Tam lepo piše, ko stopite v prostor, da morate telefon utišati. Razumete? Utišati, ne da ga imajo oni pravico vam odvzeti in zaklepati v te njihove omarice. Tako da, to je zdaj okvirno bilo to. Upam, da ste ljudje razumeli, zakaj bo šlo na tem sodnem postopku in da se ga boste resnično udeležili. Jaz vas res prosim, da pridite, sploh vsi tisti, ki ste iz Ljubljane, ker tokrat se ne boste rabili voziti niti na Ptuj, niti kamorkoli dalje. In če bomo mi iz ostalih krajev Republike Slovenije prišli, potem prosim pridite tudi vi, da boste videli, kaj oni delajo na sodiščih v imenu ljudstva. Ker nad vsako sodbo je napisano v imenu ljudstva. In mi kot ljudstvo absolutno ne dovolimo, da oni zlorabljajo položaj in da oni krivo, nepravično, nepošteno sodijo v našem imenu. In še enkrat bom poudarila, da boste ljudje razumeli, da se boste nehali sprenevedati in delati neumne, da boste razumeli, da sodniki se morajo, gledajte kaj piše, 125. člen Ustave Republike Slovenije, neodvisnost sodnikov. Sodniki so pri opravljanju sodniške funkcije neodvisni, vezani so na Ustavo in zakon. Sodniki so vezani na Ustavo in zakon in dovolj je, da oni govorijo, da njih Ustava in zakon ne zanimata in da bodo oni delali, kar bodo oni hoteli. Razumete? Oni so pri svojem delu neodvisni. Torej naj povedo, kdo jih dela odvisne. Kdo od njih zahteva, da krivo sodijo? Ali res je dovolj, da človek, ki ima denar, prinese kuverto in podkupi to drhalj? Oni so vezani na Ustavo in zakon, ne pa na kuverte polne denarja in to davkoplačevalskega denarja, ker dragi državljani in državljanke, ti ljudje vam kradejo. Ti ljudje so se z vašim denarjem obogatili in so si postavljali te enormne odvetniške pisarne in še marsikaj drugega na račun nas, davkoplačevalcev. In zdaj za konec, glede na to, da je bilo danes razsodba Evropskega sodišča Bavčarju, bom opozorila državljane in državljanke, da naj ne nasedejo, ker je to absolutno sigurno nastavljena zadeva, da ljudje znorite, da pridete končno na ulice, ker so se ti prevaranti začeli zavedati, da v Republiki Sloveniji dva človeka zaenkrat, in to sva Ranko Pilič in Saša Petek, združujeva, izobražujeva, seznanjava ljudi z informacijami, z znanjem, ki bi ga morali pridobiti že v osnovni in srednji šoli, pa ga žal niso. In dejansko se zavedajo, da bomo ljudje na podlagi argumentov sesuvali kazniva dejanja teh ljudi, ki so dolga leta izkoriščali neukost, nepismenost, totalno nevednost slovenskega naroda oziroma državljank in državljanov v Republiki Sloveniji. In jih seveda z tem 3. členom še enkrat seznanjam, da boste ljudje razumeli, da ne rabite hoditi na nobene njihove referendume in pobude, ampak imate po 3. členu pravice in to so: Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. No, glede na to, da smo mi dokazali, da te 3 delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno izvršujejo huda kazniva dejanja v Republiki Sloveniji, absolutno bomo državljanke in državljani neposredno izvršili oblast, ki jo imamo, z vsemi neizpodbitnimi, jasnimi in trdnimi dokazi. Zato vas res naprošam, da se pošteni ljudje nemudoma odstranite od vseh, ki so vas 3 leta zavajali, ki so vam 3 leta molčali ključne in bistvene
informacije za vas, ker niso želeli, da ste vi njim enakovredni, da vi postanete na njihovi ravni, ampak so vas hoteli namesto teh danes oni voditi in okoli prenašati. In z tega mesta bom povedala še sledeče. Čisto vse to, kar sem vam danes jaz povedala, glede Ranka Pilića, je Ranko Pilić že povedal tudi gospodu Ladislavu Trohu, takrat, ko je prišel, brez da bi kdorkoli od članov gibanja OPS sploh vedel, da je on šel pred sodišče, da je iz njega izvlekel vse ključne informacije, potem pa dejansko njegove besede uporabljal velikokrat, da je vabil ljudi. In dejansko je Ranko Pilić tisti, ki ima dokaze, da pri nas nobeno sodišče ne deluje v skladu z ustavo in zakonodajo. Ranko Pilić je tisti, ki ima dokaze, da se je obrnil tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice, odkoder bi morali uradniki njegovo vlogo prevesti ali v francoski ali v angleški jezik, ker sta oba jezika uradna. In niso tega naredili, ampak so njegovo vlogo praktično skrile. Potem pa ti slovenski uradniki izdali sodbo, ki je lažna, zato ker ta sodnik, katerega so oni navedli v tej sodbi, sploh ne obstaja, se nikoli v sodbi ni podpisal in dejansko je gospod Ranko dobival domov potem fotokopije. Kaj sem vam prepovedala? Da iz Evropskega sodišča za človekove pravice vedno pride domov originalna zadeva in žigi morajo biti originalni na vseh listih, in mora na koncu absolutno sodba imeti podpis sodnika. Zato vas lepo naprošam, da jim ne nasedete, ker se zna zgoditi, da so tudi ti isti uradniki ponaredili sodbo v zadevi Igorja Bavčarja, da vas zavajajo in vam lažejo in vas manipulirajo. Razumete? Čisto možno je, da ta sodba sploh ni bila izdana dejansko iz strani Evropskega sodišča in glede na to, kaj vse se ti ljudje, sploh zadnja 3 leta grejo, lahko od njih pričakujete najhujše kaznive dejanja in najhujše zločine, ki še jih bodo izvrševali in hoteli izvršiti, da si zaščitijo svojo kožo. Zato vas bodo absolutno preusmerjali na zgodovino, na leto 1945, na leto ne vem katero vse, samo da bi se ljudje ukvarjali z nepomembnimi, nebistvenimi temami. To, kar pa se dogaja sedaj, pa bi oni radi prikrili, skrili, preusmerili pozornost. Zato vas resnično naprošam, da jim tega ne dajte. Ne usmerjajte se v njihove laži in v njihove načine zavajanja, manipuliranja. Mislim, da imate zdaj že vsi dokaze, sploh zadnje 3 leta, za kakšno hudodelsko organizirano kriminalno združbo gre in pri tem sodelujejo čisto vsi javni uslužbenci s pooblastili, ki niso zapustili svojih delovnih mest, ker so jih z covid dodatki podkupovali, da so bili tiho. Tako da, to je to za danes. Res vas lepo prosim, da se pa 29.9.2023 srečamo v Ljubljani, na Tavčarjevi 9, pred okrožnim sodiščem v Ljubljani, kjer Ranko vsaki dan protestira točno zaradi te zadeve, da boste imeli priložnost z njim spregovoriti v živo, da ga boste lahko vprašali, z veseljem vam bo človek vse povedal, vse pokazal, če vas bo zanimalo. In tudi pridite kot javnost, da vidite, kaj v vašem imenu delajo sodniki in kako sodijo, kako se postopki vodijo in kaj vse se ta organizirana kriminalna združba v Republiki Sloveniji gre. Srečno!